Vsakodnevno razmišljam, kaj mi je prinesla arbitraža. Zame kot ribiča ni rešila nobene stvari, ampak še več je otežila moje delo na morju. Tako da se počutim na morju kot kriminalec, se me nenehno spremlja slovenska in hrvaška policija. Tu bi pa predvsem vprašal stranko SDS, kako misli te stvari urediti. Vkolikor bi v času, ko je Hrvaška se pogajala za pristop k Evropski uniji, vlado vodila Slovenska demokratska stranka, do situacije, kot jo imamo danes z arbitražo in težavami v Piranskem zalivu, nikoli sploh ne bi prišlo. Tu je treba poudariti, da je izvirni grez tega spora, tega zapleta v času Pahorjeve vlade, ko je najprej javno grozil Hrvaški, da jo bo Slovenija blokirala pri njenem pristopanju v Evropsko unijo, potem pa je praktično pristal na vse pogoje, pristal je na arbitražo in dovolil, da Hrvaška vstopi v Evropsko unijo, še preden so bili znani rezultati te arbitraže. Vkolikor tega ne bi bilo danes bistveno manj zapletov. Kar pa se tiče stanja v Piranskem zalivu in položaja ribičev, kar gospod sprašuje, je treba poudariti, da je slovenska država dolžna, da zaščiti tako slovenske meje, slovenske interese, kakor tudi slovenske ribiče. In v tej luči je prvo, kar je nujno narediti, slovensko policijo, slovensko pomorsko policijo opremiti s primerljivimi plovili, kot jih ima hrvaška policija. Kajti nekoliko neresno je, da z dvemi majhnimi gumenjaki branijo tako mejo, kakor slovenske ribiče napram velikim močnim ladjam. To je neresno, to je neodgovorno tako do policistov, kakor tudi do slovenskih ribičev. In tudi v javnosti nekoliko neresno deluje, kajti v tako političnih pogajanjih, kakor konec koncev tudi v konfliktih je zelo pomembno tudi kakšen vtis, kakšno luč daješ navzven, s kako močnimi argumenti ali pa v tem primeru s kako močnim orodjem razpolagaš.